Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Dogodki dneva. V Celju so se začasno poslovili od Kajuhovega doma, ki ga v prihodnjem obdobju čaka prenova. V Vojniku pripravljajo novo prometno strategijo. Nova direktorica javnega zavoda Socio je že zavihala rokave. V celjskem plavalnem klubu Neptun se pripravljajo na 38. mednarodni miting za pokal mesta Celje. To ni slovo je naslov ulične zabave, ki jo je mestna občina Celje pripravila pri nekdanjem Kajuhovem dijaškem domu, ki se po mesecih začasne rabe za nekaj časa poslavlja. V prihodnjem letu bo celjska občina na tej lokaciji začela z gradnjo novega sodobnega centra ustvarjalnih skupnosti. Javno naročilo za izbiro izvajalca gradbenih del bo predvidoma objavljeno v začetku prihodnjega leta. Pod naslovom To ni slovo je mestna občina Celje v sredo 16. oktobra pripravila ulično zabavo pred nekdanjim Kajuhovim oziroma še pred tem Slomškovim dijaškim domom v centru Celja, v Vodnikovi ulici za nekdanjo srednjo ekonomsko šolo. Objekt bodo kmalu začeli prenavljati in še zadnjič pred njegovo sedanjo podobo so se zbrali številni Celjani, predvsem kulturni ustvarjalci. Tako je potekala poslikava gradbiščne ograje pod vodstvom oblikovalke Neže Penca, na dvorišču so pripravili športne igre za otroke, DJ Tomo jih je zabaval z disko glasbo, bilo je tudi nekaj gostinske ponudbe, v samem domu je celjski fotografski ustvarjalec Tomaž Črnej fotografiral posameznike svojstveno vizualno postavitvijo, zatem pa je bil še koncert celjske skupine Cube s psihadeličnimi priredbami najljubših komadov Quentina Tarantina. Zvečer pa so prižgali še svetlobno intervencijo Packe svetlobnega čopiča, avtorja Janeza Grošlja, ki bo tam svetila do 31. oktobra. Nekaj besed o tem nam je podal celjski župan Matija Kovač. Ja, danes se na simboličen način z tole ulično zabavo poslavljamo od Kajuhovega oziroma Slomškovega doma, kot smo ga poznali do zdaj. Hiša se zapira, pripravljena bo na prenovo. Po novem letu načrtujemo izvedbo javnega naročila za izbiro izvajalca in v začetku, v prvi polovici leta 2025 začetek obsežnih prenovitvenih del, ki se bodo zaključila sredi leta 2026. Projekt, ki nas čaka, bo tole čudovito staro stavbo, nekdanjo ekonomsko šolo, spremenil v dom. Dom je ime, ki ga je stavba ves čas nosila in na tak način tudi ohranjal neko nit in vez s preteklostjo. Stavbi se bo po novem reklo Dom ustvarjalnih skupnosti. Stavba bo namenjena tako ustvarjalnosti, druženju in širši skupnosti kot taki. Verjamem, da bo spisala po prenovi številne nove zgodbe. Sem pa vesel, da je tudi tekom letošnjega poletja imela odprta vrata, da je z vzpostavitvijo začasne rabe bila na voljo celjskim ustvarjalcem, nevladnim organizacijam, posameznikom, ki so tako predstavljali svoje delo in tako bo še do konca tega meseca, ko pa v tej podobi dokončno zapira svoja vrata. Po obnovi bo objekt dobil povsem novo podobo, bo pa to center ustvarjalnih skupnosti in ga mestna občina obnavlja tudi z evropskimi sredstvi. Projekt, ki smo ga v lanskem letu in letošnjem zastavili, je bil potrjen in bo financiran iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb z evropskimi sredstvi. Kar 100% upravičenih stroškov je odobrenih, da bo financirano iz tega mehanizma in na tak način bomo stavbo, ki je za Celje zelo pomembna, lahko res kakovostno obnovili, da bo ostala na voljo Celjanom in naši regiji še za številne prihodnje generacije s celovito statično sanacijo, z prenovami prostorov, različnimi vadnicami, gostinskim lokalom, ateljeji, prostori za mlada podjetja, ustvarjalno gospodarstvo in tudi dvema rezidenčnima prostoroma. In verjamem, da je to ena najlepših možnih rešitev za stavbo, ki je že kar nekaj let propadala. Vesel sem, da nam je pri tem zagotavljanju sredstev uspelo in si res želim, da bi tudi izvedbeni del
od izbire izvajalca do same izvedbe tekel gladko in nam bil vsem skupaj v zadovoljstvo in da bi v stavbo čim prej prišlo tudi življenje. Lahko bi se torej reklo tudi, da Celje pridobiva nov kulturni dom. Lahko bi tako rekli, dom ustvarjalnih skupnosti je koncept, ki je zelo širok. V osnovi je namenjen tako ljubiteljskim kulturnim društvom, kot drugim ustvarjalcem, ustvarjalnim podjetnikom, v smislu kreativnih industrij, industrije srečanj. Stavba bo opremljena tudi z družabnim delom, tako da mislim, da bo kar to dom, kjer se bomo Celjanke in Celjani radi srečevali, da bo to dom naše skupnosti kot celote. V občini Vojnik so sredi priprav na novo celostno prometno strategijo. Z njo želijo prepoznati obstoječe stanje in težave ter začrtati potrebe, želje in ideje za prihodnjo prometno ureditev s poudarkom na trajnostni mobilnosti. Ob tem se veliko vprašanj nanaša tudi na projekte, ki naj bi jih na cestah v občini izvedla država oziroma Direkcija za infrastrukturo. Ena izmed cest, za katero občani Vojnika najpogosteje postavljajo vprašanja o njeni ureditvi, je zagotovo cesta Škofja vas-Vojnik. O njeni rekonstrukciji, pa tudi ureditvi varne poti, tako za pešce kot kolesarje, se govori že vrsto let. Projekti so končani, kar se tiče urejanja ceste od Škofje vasi do Vojnika. V tem delu vključuje tudi poseben projekt križišče v Arclinu in predstavlja to kompletno rekonstrukcijo ceste z dogradnjo pločnika in kolesarske poti na obeh straneh ceste. V to so vključena rekonstrukcija vseh križišč na tem delu in na nek način zagotavljanje potem tudi upravljanja semaforiziranih križišč nadaljavo. Projekt dograditve pločnika na državni cesti Arclin-Ljubečna se že pripravlja, modernejšo ureditev pa naj bi dočakalo še križišče, kjer se iz Vojnika križajo poti proti Dobrni in Slovenskim Konjicam. Projekt v Višnji vasi, ker je pa sedaj križišče za Dobrno, je pa po novem predvideno krožišče. Ta projekt je pravzaprav v zaključni fazi, manjkata še, mislim, da 2 služnosti. Zaradi dogovarjanja z enim od lastnikov se neke dodatno projekti še dopolnjujejo in so potem tudi pripravljeni za izvedbo. Odvisno je tudi od denarja. Zdaj, denar na direkciji bodo v nekem deležu imeli zagotovljeno za leto 25 in 26. Je pa res, da v tem momentu še nimamo, odnosno država nima na tem projektu dogovora z vsemi lastniki, odnosno z soglasodajalci, ki so povezani z lastništvom in to zdaj intenzivno na terenu poteka. V občini pa so še pred enim prometnim izzivom. Dars namreč v prihodnjih 2 letih, v poletnih mesecih, načrtuje sanacijo predorov na avtocesti od Celja proti Slovenskim Konjicam. Tako bo del prometa v času obnove tekel tudi po cesti skozi Vojnik. Mi smo podali kot občina tudi nekaj predlogov za začasne ukrepe povečanja pretočnosti in pa predvsem tudi varnosti ranljivejših, se pravi kolesarjev in pešcev. Zdaj, po zadnjih pogovorih, ki so tekli med Darsom in pa Direkcijo za infrastrukturo, pa občinami, ki smo v to zgodbo na nek način upete, so bili v tej smeri, da se bomo o teh ukrepih pogovorili in da bo tudi objavljena ena javna razprava, odnosno predstavitev projekta in vplivov projekta na sam prometni del vezan na to regionalno cesto od Celja do Slovenskih Konjic. Zdaj, študija, ki jo je naredila fakulteta v Ljubljani, je pokazala, da v jutranji in popoldanski Konjici je v vsakem primeru pričakovati povečanje prometa, tam nekje do 25%. Nihče pa pravzaprav ne ve, kako bo pa tisto ravnanje samih voznikov, v primeru nekega zastoja ali pa Bog ne daj nesreče, ki bi se zgodila na avtocesti. Na občini si želijo, da bo kljub temu, da bodo morali v času prenove predorov zagotavljati nemoteno pretočnost ceste skozi kraj, država v občini Vojnik izpeljala vsaj katerega od načrtovanih in zaradi gostote prometa izjemno potrebnih projektov. Da bi del tranzitnega prometa preusmerili izven centra kraja, pa si že nekaj časa želijo tudi obvoznico.
Irena Romih je po potrditvi na mestnem svetu Mestne občine Celje z oktobrom postala nova direktorica javnega zavoda Socio. Na tem položaju je nasledila dolgoletno direktorico Suzi Kvas, ki je zavod vodila vse od ustanovitve pred 22 leti. Romihova je bila sicer že prej zaposlena v tem zavodu, kjer je več kot 2 desetletji vodila materinski dom. Delovanje poznam, sem skoraj od vsega začetka zaposlena v tem zavodu, prej kot strokovna vodja materinskega doma, zdaj kot direktorica. Temelje imamo dobre, smo strokovna ekipa, ljudi, obvladamo svoje področje. Želim, da ti programi, ki že delujejo, da jih ohranimo, da jih nadgradimo, da sledimo družbenim spremembam, se prilagajamo našim uporabnikom, za katere smo konec koncev ustanovljeni in namenjeni. Tako da si želimo tudi še kakšne nadgradnje, tako da bomo sledili ljudem, njihovim potrebam in prilagajali potem tudi našo strukturo in našo vsebino uporabnikom, zaradi katerih smo tudi na tem mestu tukaj. Plavalni klub Neptun Celje bo konec tedna gostitelj že 38. mednarodnega mitinga za pokal mesta Celje. V klubu organizatorji napovedujejo številčno udeležbo tekmovalcev iz vseh slovenskih klubov. Nekaj jih bo prišlo tudi iz tujine. Glede na to, da gre za kvalifikacijsko tekmo za svetovno prvenstvo v kratkih bazenih, ki se odvija letos med 10. in 15. decembrom v Budimpešti, pričakujemo kar velik obisk, se pravi veliko tekmovalcev, nekje do 300, oziroma upamo, da tudi več. Pričakujemo plavalce iz nekje 6 držav različnih, se pravi Avstrija, Italija, Madžarska, Hrvaška, Bosna, Srbija. So priprave za to tekmo so v teku. Celjski klub je na izredni skupščini v mesecu maju dobil novega predsednika. To je postal Jure Kordež, ki je na tem mestu zamenjal Darija Šupliko, ki je klub vodil zadnjih 5 let. Največ razlogov je tukaj, da poznam delovanje društev, kar se tiče vodnih športov. Že mnogo let sem tudi predsednik vaterpolo kluba Pozejdon Celje. Od prevzema predhodnega kluba pa do ustanovitve 2006 novega, ki se je pod samostojnim imenom, pa sedaj združujem tudi vodno košarko. Imam iz preteklih let ogromno izkušenj iz drugih športov, tako da sem združil strokovno usposobljenost, mednarodno usposobljenost na področju športa in pa sedaj lahko rečem, da 3/4 vodnih športov v Celju. Novo vodstvo želi v bližnji prihodnosti obrniti trend upada vpisov v šolo plavanja in mlajše klubske selekcije. Bolj dolgoročni cilji so povezani tudi s ponovno udeležbo kakšnega celjskega tekmovalca na velikih mednarodnih tekmovanjih. Od zadnjega, ko je Ane-Mari Košak nastopila na mladinskem evropskem prvenstvu, letos namreč mineva že 12 let. Imamo kar nekaj ovir, da pridemo do tega. Trenutno je največja ovira infrastruktura. Že dlje časa opozarjamo, da infrastruktura ne zagotavlja več optimalnih pogojev za treniranje. Nujno bi potrebovali 50-metrski olimpijski bazen, kajti vemo, da vsa velika tekmovanja, vsi vrhunski svetovni plavalci, ki niso več plavalci, ampak postajajo mednarodne znamke, trenirajo v 50-metrskih olimpijskih bazenih. Druga ovira je to, da Celje ni študijsko mesto. In ko mi skozi zelo dobro plavalno šolo, selekcijo in potem mlajše tekmovalne kategorijo pripeljemo potencialne plavalce do mednarodnega razreda, mogoče tudi do olimpijskega, kar je tudi naš cilj 4-letnega ciklusa, se nam pojavi to, da ti plavalci zaradi najrazličnejših razlogov ali pridejo v drugi klub, zaradi študija ali prenehajo, ker jim trenutno stanje ne omogoča, da bi se s plavanjem ukvarjali profesionalno ali pa vsaj polprofesionalno.
In pa tretja zadeva je ta, da vsi tekmovalci, ti mlajše generacije, nimajo več tako močnih plavalnih vzornikov doma, kot so jih nekdaj imeli. V celjskem plavalnem klubu si želijo, da bi Celje v prihodnosti čim prej dobilo 50-metrski bazen, s čimer bi se njihovi pogoji za delo znatno izboljšali. Pogoji, realno gledano, so že daleč od idealnih. Moram povedati, da bazen Golovec je premajhen, starejša dvorana, žal še vedno edina. Vsa druga večja mesta nas po tej plati infrastrukturni prehitevajo, Maribor, Koper, Kranj, Ljubljana, vsi že imajo 50-metrske olimpijske bazene. Letni bazen Blavtkov bo čez 3 leta, torej 27, praznoval 70 let. V Celju trenutno deluje več klubov, ki se ukvarjajo z vodnimi športi. So še vedno aktualne ideje, da bi v prihodnosti vsi delovali pod isto streho? Hipotetično gledano se že to tako združuje samo z mojo funkcijo. Torej funkcija predsednika plavalnega kluba Neptun Celje, predsednika vaterpolo kluba Pozejdon Celje in pa pod vaterpolsko krilje smo v tej sezoni vzeli tudi vodno košarko, ki jo vodi gospod Robi Lukenda. Seveda je želja, da bi Celje združilo vse plavalce skupaj kot en močen klub, kar je bilo tudi v preteklosti. Žal naša zakonodaja v športu, ki je po mojem mnenju zastarela in škodljiva za delovanje društev in klubov, vse preveč moči daje določenim članom, v navednicah staršem, ki potem preko lastnih interesov poskušajo doseči nekaj. Največkrat se to ciklično dogaja na nekje 10 do 15 let, da znotraj kluba pride do nekega nezadovoljstva in potem namesto, da bi se to nezadovoljstvo znotraj kluba tudi uredilo in v dobrobit rešilo, se zgodi razpad in potem prehodi iz kluba v klub ali pa celo ustanavljanje druge klube. Sam sem bil priča tej zgodbi že dvakrat in moram povedati, da nikoli ni prijetno in na dolgi rok nikoli ne prinese pozitivnih željenih rezultatov. Po noči bodo padavine oslabele in postopno ponehale. Jutri bo pretežno oblačno, le na severovzhodu se bo popoldne delno razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 9 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevno od 12 do 15, na Primorskem okoli 19 stopinj. V nedeljo se bo razjasnilo, zjutraj bo po nižinah v notranjosti marsikje megla ali nizka oblačnost. Burja na Primorskem bo oslabela in popoldne ponehala. Ponedeljek bo pretežno jasno, jutro bo sveže in po nižinah megleno. To je bil pregled najzanimivejšega dnevnega dogajanja na Celjskem. Spremljali ste oddajo Dogodki dneva. Hvala lepa za pozornost in lep pozdrav do ponedeljka.